Vetrinjski Alinatsko dvorec bo po besedah mariborskega župana postal srce Maribora, ko bo ta čez dobri 2 leti kulturna prestolnica Evrope. Z njim so se danes strinjali tudi visoki gostje iz Ljubljane in vsi tisti Mariborčani, ki jih tudi hladno vreme ni odvrnilo od otvoritve novega mariborskega ponosa. Preobrazbo dvorca iz grde račke v lepotico pa se je dokaj anonimno in nepričakovano ogledal tudi sloviti mariborski gledališki režiser Tomaž Pandur, ki pa pred kamero ni bil posebej zgovoren. Januarja. Ne, januarja, pa zdaj december, vesel, za lepe božične praznike. Za lepe. Prtnatsko dvorec, kaj pomeni za Maribor? Torej pomeni zanesljivo veliko pridobitev. Te ruševine so bile sramota, začeli smo jih na nek način za stand-up komedijo obnavljati pred časom, se pravi revitalizirati na ta način, da smo pripeljali ljudi. Hvala Bogu, da je zdaj tudi gradbeno uspel ta projekt, po drugi strani smo zelo veseli, da vidimo eno lepo razstavo in mislim, da je to lep začetek. Minister za regionalni razvoj je bil danes na obisku. V Mariboru dobil še kaj več denarja? Torej, zelo dobrodošlo bi bilo, karkoli bi prišlo. Moram pa pohvaliti ministra za regionalni razvoj, da se je resnično prizadeval ne samo pri tem projektu, oziroma ministrstvo, ne samo pri tem projektu, ampak tudi recimo pri projektu Lutkovnega gledališča in dobrodošel bo vsak evro, ki bo prišel v Maribor. Kdo pa je pregovoril Pandurja, da je prišel danes v Maribor? To je meni mogoče malo težko vprašanje, tudi jaz sem bil dosti presenečen, da se je gospod Pandur najdel tukaj, je pa to en dokaz več, da Maribor resnično postaja evropsko mesto in da se to takšen umetnik kot je Pandur, čeprav je nekako, če malo grd izraz uporabil, nekako v izgnanstvu, kar se dela tiče, da se deleži takega dogodka, velikega dogodka za Maribor.